Poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. Včeraj smo praznovali Dan državnosti. Obeležili so ga s slovesnostjo tudi v Lendavi. Razvoj arheologije v Pokrajinskem muzeju Murska Sobota. Študentsko-mladinski klub Klinka iz Gornje Radgone vabi na športanje. Tadeja Markoja Zečevič o zdravi vadbi poleti. Vremenoslovci pravijo, da bo jutri sončno in vroče. Spoštovane gledalke in gledalci, včeraj smo praznovali Dan državnosti. Dan državnosti so proslavili tudi v občini Lendava s slovesno prireditvijo na letnem odru gledališke in koncertne dvorane v Lendavi. Slavnostni govornik je bil Igor Bavčar, notranji minister v osamosvojitveni vladi Republike Slovenije. V kulturnem programu so nastopili vokalna skupina Erosi, vrhunec dogodka pa je bil tradicionalni baletni koncert Balet pod zvezdami. Mislim pa, da je, naš velik dosežek to, in na to moramo biti posebej ponosni, da gradimo državo, kjer je prostor za vse. Država je točka, kjer se moramo srečati vsi, ne glede na to, kaj mislimo. Ne glede na to, kakšnega političnega prepričanja smo. Država je nekaj, kar bo potreboval, je neka najvišja vrednota vsakega naroda. Obstaja vrsta veliko številčnejših narodov na svetu, ki svoje države nimajo. Pomurje je arheološko zanimiva pokrajina, ki jo je v začetku dela v Pomurskem muzeju v Murski Soboti pomembno zaznamovala nekdanja direktorica muzeja Irena Šavelj. Irena Šavelj je ugledna slovenska arheologinja, muzejska svetnica in nekdanja direktorica ter dolgoletna kustodinja v Pomurskem muzeju Murska Sobota. Večino svoje kariere je posvetila preučevanju preteklosti severovzhodne Slovenije, kjer je vodila številna zaščitna in sistematična izkopavanja. Torej, to je bila res bela lisa v Sloveniji, kar se tiče arheologije. Tako da prvo, kar je bilo moje delo, sem se odpravila na teren, tako imenovano terensko topografijo, beležila najprej ustno izročilo, če so slučajno kakšne takšne najdbe, ko so pri poljedelskih opravili dostikrat najdejo, potem od pripovedovanja domačinov, recimo za gomile, te so bile znane, ampak so oni imenovali, da so turški grobovi, ne rimske, so bile posebnost naše v slovenski pokrajini. Arheologinja se je povezala tudi z inštitutom v Ljubljani, ki je sofinanciral topografska raziskovanja in posamezna sondiranja. Tako smo prvo leta že 77 šli v Donji Lakoš, kjer sem ugotovila, da je to brnostodobna naselbina na njivah Oloriša, in potem se je pozneje priključil pri 5-letnem raziskovanju tega prostora tudi Inštitut za arheologijo, tako da smo skupaj raziskovali. To so bila največja takrat tistega časa izkopavanja oziroma sistematična izkopavanja. Delala sem preko Filozofske fakultete in arheološkega oddelka v Bukovnici, ker sem ugotovila bakrenodobno naselbino, potem v Šafarskem, kjer je bila prav tako bakrenodobna naselbina. Potem raziskovala sem Rimsko cesto od Kota do Gabarja. Ta je bila lepo vidna tudi na sami površini. Do denarja za raziskovanje ni bilo vedno lahko priti, a vseeno so izkopavanja in raziskovanja pokrajine se nadaljevala, deloma tudi zaradi entuziazma posameznikov. No, nekaj gomil sem pa potem raziskovala v Čikečki vasi, rimske, in pa v Filovcih. To so pa, ko so bile melioracije, če glih smo zaščitili te gomile, so jih pač razorali. In
Pa je bilo več potem recimo v Gerlincih in tako dalje. Tega je bilo ogromno. Pokrajino, kot jo poznamo danes, poznamo v veliko primerih zaradi posameznikov, ki jim ni bilo žal dela in truda, pa tudi upornosti. To je bil moj, kako bi rekla, to se je zdelo z navdušenjem in za muzej in za arheologijo. To mi je bilo, ne vem, brez tega se ne bi moglo živeti. Arheologija je torej dosegla razmah in se utrdila v pokrajini s prihodom Irene Šavel v muzej, ker do takrat ni bilo načrtno izkopanih najdb. No, prišla sem 1974 in koliko vem, mislim se spomnim, je v muzeju bila zbirka NOB, glavnem je bila etnološka zbirka razstavljena, čisto nekaj malega pa v eni majhni sobici pa arheologija. Šavel je napisala še številne monografije, kataloge razstav in strokovne članke, med katerimi sta opaznejša prazgodovinske naselbine v Pomurju in topografsko področje Prekmurje. Študentsko-mladinski klub Klinka je v Gornji Radgoni zelo in seveda tudi okolici aktiven in pripravljajo tudi dogodek z naslovom Športaj s Klinko. Z nami sta Kaja Richterič in Nina Klemenčič. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Klinka pripravlja torej zdaj Športaj s Klinko in sicer 27. junija v športno-rekreativnem centru Trate. Kaj se bo dogajalo? Ja, pripravljeno imamo pester program in sicer od športnih turnirjev do različnih atrakcij, gostinskih ponudnikov. Se pravi, da bo dogodek pravzaprav zajemal vse. Gostinske ponudnike, tudi športnike. Katere športne oziroma katere panoge športa ste pripravili za tiste, ki se bodo udeležili tega športnega dne, recimo temu tako? Ja, pripravili smo kar 7 različnih turnirjev in sicer v malem nogometu, odbojki na mivki, tenisu, spikeballu, skate contestu in teku na easy, pa mislim, da sem še enega spustila. Streetballu. Drugače pa ja, pripravili smo tudi kar nekaj športnih dejavnosti, ki pa niso turnirji in se jih lahko udeležijo ostali, ki se turnirju ne bodo udeležili. To so vodene vadbe, potem tudi predstavitve športov, pa tudi različne športne atrakcije, kot so odbojka v bazenu, nogometna milnica in paintball arena. Pa ne govorimo tukaj o nekakšni posebni tekmovalni noti tega dne ali vendarle? Pa niti ne, v bistvu je point celotnega dne vzdušje, dobra energija, pa tudi malo tekmovalnega duha, ampak v prvi vrsti neka športna energija, da se pač povežemo in skupaj družimo tako v športu, kot tudi potem v različnih drugih družabnih aktivnostih. S tem, da so taki študentsko-mladinski klubi zelo pomembni v okoljih, ker povezujejo mlade in jih spodbujajo recimo tudi k športanju. Ja, res je. Predvsem moram poudariti, da imamo veliko prostovoljcev, ki dejansko sodelujejo pri organizaciji tega dogodka. Prav tako potem na dan dogodka pridejo, pomagajo, udeležijo se z ekipami različnih turnirjev. Na nek način nas to združuje in povezuje. In kako je biti član mladinsko-športnega društva oziroma mladinsko-študentskega kluba Klinka? Ja, biti član je v prvi vrsti zanimivo in pa hkrati tudi ti naloži polno nekih obveznosti, dokolikor si naš aktiven član, ti pa hkrati ponudi tudi veliko priložnosti za sodelovanje z različnimi ponudniki, predvsem ti da veliko teh Nekoč so bili klubi zelo popularni, zdaj pa so morda malce manj. Ali imate pri tem drugačne izkušnje? V bistvu smo sami vpeti kar v več različnih klubov in društev, tako da mi da mogoče nimava občutka, da ne bi bili, ker se pač sami gibljava znotraj tega in se mi zdi, da tudi dejansko delajo klubi na prepoznavnosti, ker vem, da je v Pomurju aktivnih kar nekaj študentskih klubov in res se mi zdi, da se vsi trudimo, da se povzpnemo in pač dobimo na prepoznavnosti tudi med širšo. Klinka ima že zgodovino, tako da lahko rečemo, da ste uspešno prebrodili tiste tudi koronske čase, ki so bili malce manj prijazni in ljudje se vračajo, se radi družijo. Ja,
Ja, naš klub v bistvu obstaja že več kot 20 let, smo v letu 2024 praznovali tudi 20. obletnico. Je pa res, da je pač vmes prišel čas korone, kar se je poznalo tudi na naših dogodkih, je bil tudi za nas izziv, ampak se nam zdi, da počasi gremo nazaj na stare tire, da dogodki zopet rastejo in trudimo se v tej smeri, pač, da bi res povrnili tisto staro vzdušje. Ne glede na to, da zdaj govorimo o 27. juniju oziroma o tem športnem dnevu, če lahko tako rečemo, na športno-rekreativnem centru Trate, Klinka tudi sicer skozi celo leto pripravlja kar lepo število dogodkov, kamor so pravzaprav vsi vabljeni. Kakšne so vaše izkušnje z obiskom takšnih dogodkov, sploh strani mladih? V bistvu, ja, torej naša največja dogodka sta Fašenk in pa Športej s Klinko. V bistvu je udeležba kar dobra. Dobimo tudi publiko vseh različnih generacij. Mladi se pa predvsem udeležujejo manjših dogodkov, kot recimo Klinkina kupica, ki ga na novo vzpostavljamo. Potem pa imamo tudi različne izobraževalne dogodke, ki so v mesecu oktobru, pa tudi vmes imamo kakšne manjše delavnice, kvize. Tudi čistilne akcije, dobrodelne zbiralne akcije. Torej, res na vseh področjih. Želim namreč razbiti mit, da mladi zgolj sedijo doma z računalniki in ne počnejo ničesar. Zdi se mi, da je pogled povsem drugačen, tako če se pogovarjamo z študentsko-mladinskimi klubi, ki imajo kar zavidljivo število članstev, in vendarle Klinka je ena izmed tistih, ki lahko pove, da člani smo in veliko sodelujemo in veliko delamo, tudi kot ste omenili pri čistilnih akcijah. Ja, mladi so veliko krat označeni z to besedo oziroma s takimi oznakami, pa se mi zdi, da to pogosto ni res. Morda obstaja neko število takih, ki se raje zadržujejo doma, pa se mi zdi, da je to bilo v vseh generacijah tudi prej enako. Se pa mi trudimo k temu, da jih čim bolj povabimo, veliko krat so zgolj zadržani, ker se mogoče ne upajo pristopiti, zato pa organiziramo manjše dogodke, kamor mladi lažje pristopijo, se lažje povežejo z nami in potem tudi hitro dobimo kakšnega novega člana, novega aktivista, novega prostovoljca. Ja, in tudi tak dogodek, kot se bo odvil 27. junija v športno-rekreativnem centru Trate, je zelo pomemben. Ni nujno zmagati in dobiti ne vem kakšen rezultat, pomembno je sodelovati in po domači bi rekli imeti se fajn. Ja, res je. Lahko se pridružimo vašim besedam. V bistvu je celotna ta rdeča nit je dejansko povezovanje, druženje, športanje, dobro vzdušje, dobra energija. V bistvu naš namen je dejansko neka promocija športa med mladimi, tudi promocija zdravega življenjskega sloga med mladimi in tudi širšo okolico. Tako da res težimo k temu, da mladi ne bi od tega odnesli samo tekmovalnosti, ampak tudi to, da je športanje pomembno, da je druženje ob športu pomembno. Ja. Pa tudi, če zaide kak malce starejši, na tole vašo prireditev ne bo čisto nič narobe. Ne, smo zelo veseli obiskovalcev vseh generacij. Tudi težimo, oziroma naša promocija teži k temu, da povabimo vso lokalno skupnost, ne samo mlade, ker se nam še vedno zdi, da morda starejši včasih malo tako zadržano pristopijo, ker ne vejo, ali lahko pridejo ali ne, ampak so vedno dobrodošli. Kaja Rihtarič in Nina Klemenčič, najlepša hvala za tale klepet in seveda naj bo obisk čim številčnejši. Hvala vam. Hvala vam. V oddaji Športna ideja, ki bo na sporedu v nadaljevanju programa, bo naša gostja, strokovna vodja vadb v Centru športa in plesa Zeko, ki je med drugim povedala, da lahko vadimo tudi v poletnih dneh, le čas je treba pravilno izbrati in poslušati telo. Gibanja je ogromno zdaj na prostem, je pa tudi res, da se naše telo bolj segreva, s tem se tudi več potimo, izgubljamo tekočino, minerale, srce mogoče malo bolj tudi intenzivneje dela, ne? Zato je tudi pomembno, da pač izbiramo vadbe glede na intenzivnost, da to bolj malo prilagodimo temu, ne? Vremenoslovci pravijo, da bo jutri sončno in vroče. Dopoldne je bilo jasno. Opoldne so v Murski Soboti izmerili 31, v Radecih in Lendavi 32, v Krajinskem parku Goričko pa 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 23, najvišje dnevne od 31 do 36 stopinj Celzija.
Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti 17, v Mariboru in na Ptuju 19, najvišje dnevne pa v Murski Soboti in Mariboru 33 in na Ptuju 34 stopinj. Jutri bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Jutranje temperature se bodo v naslednjih dneh gibale med 18 in 22, čez dan pa med 31 in 36 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomorskem dnevniku, vabljeni k spremljanju dogajanja v Pomurju tudi na naši spletni strani in družbenih omrežjih. Hvala za vašo pozornost in do prihodnjič, vse dobro.